V rubriki 24 ur dejstva pa o sporu med javno koristjo in zasebno lastnino. Zakaj država na tisočih zemljišč upravlja z energetsko infrastrukturo brez vpisanih služnosti in ne da bi lastnikom plačala odškodnino, lastniki pa na svoji zemlji ne smejo graditi? Elektrooperaterji zatrjujejo, da so stara soglasja dovolj. Novi energetski zakon pa lastnikom otežuje pot do odškodnin. Neža Štajner. Družina Junger s Koroške na lastni zemlji ne sme dograditi 100 let stare podedovane hiše. Zakaj? Ker hiša stoji v varovalnem pasu Elesovega daljnovoda. Daljnovod pa je država postavila brez urejene služnosti in do danes družina Junger ni dobila odškodnine. Eles zdaj soglasje za obnovo pogojuje s podpisom brezplačne služnosti. To je daljnovod, ki je ustavil načrte družini Vesne Junger, da bi 100 let staro hišo, ki jo je podedovala, spremenila v dom. Nam pomeni zelo veliko, daje nam neko energijo, družinsko vez, ki jo nekako želim in mislim, da jo že prenašam tudi na svoje vnuke. Država je daljnovod čez parcelo napela 45 let pozneje, ko so Vesnini predniki tukaj že desetletja živeli. Se je leta 2008 varovalni pas iz 24 metrov spremenil na 40 metrov in s tem smo zopet trknili z našo hišo, ki je oddaljena 27 metrov. In zakon nam pa prepoveduje popolnoma kakršnokoli gradnjo, dozidavo. Zakonodaja ne pozna izjem za tiste, ki so bili tam prvi. Daljnovod za dobro nas vseh je bil postavljen, ker pač potrebujemo energijo, mi pa potrebujemo hišo. Operater Eles danes postavlja pogoje. Poleg tega pa njihovo pozitivno mnenje k rekonstrukciji hiše pogojujejo tudi s podpisom služnosti. In kakšna je bila ponudba glede odškodnine? Brez ponudbe odškodnine. Čeprav bi gradili stran od daljnovoda, je odgovor vedno enak. Ne. Lahko na tej naši lokaciji zgradimo skedenj, garažo, sušilnico, nikakor pa ne hiše. V družbi Eles pojasnjujejo, da hiša sega v varovalni pas daljnovoda, kjer je gradnja stanovanjskih hiš prepovedana. Širitve hiše ji ne preprečuje Eles, ampak zakonodaja, pojasnjujejo. Je običajna praksa, da Eles izdajo pozitivnega mnenja, ko obnovi pogojuje s podpisom brezplačne služnosti. Zakon oziroma podzakonski predpis izrecno določa, kakšen objekt se lahko gradi na tem območju. In v skladu s tem pač Eles kot mnenjedajalec podaja mnenje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Stanovanjska hiša, ki je že v varovalnem pasu, se lahko rekonstruira v obsegu, kakršnem je ta objekt v tistem trenutku. Ne gre za običajno prakso, gre za predpis, ki določa, kaj mora oziroma kakšen je obseg mnenja, ki ga lahko Eles izda v primeru posega v varovalni pas in kaj mora lastnik v tem primeru storiti v razmerju do Elesu. Koliko je Eles sicer izplačal odškodnin za služnosti zaradi gradnje in rekonstrukcije daljnovodov? Od leta 2019 do danes je lastnikom nepremičnin izplačal 9,5 milijona evrov. Medtem ko elektrooperaterji trdijo, da so stara soglasja iz prejšnjega sistema povsem dovolj, so lastniki zemljišč prepričani v nasprotno. Novi energetski zakon jim je praktično zaprl vrata do odškodnin, zato edina pot ostajajo dolgotrajne in drage tožbe. Družinska posestva so zaradi žic postala praktično nič vredna. Če govorimo o nekem travniku, najbrž velike škode ni. Povsem druga situacija je pa, če nekdo želi novo graditi, kaj renovirati, je potem omejen. Jim je novi energetski zakon dokončno zvezal roke. Lastnik nepremičnine ne more sam začeti postopka, ali pa da bi se operater odločil pa stvar legaliziral, ker pa zaenkrat ni v njihovem interesu. Ta infrastruktura je bila v tistem trenutku postavljena zakonito in še zmeraj
na teh parcelah stoji zakonito. So na lastni zemlji postali talci birokracije. Ne dobi dovoljen za morebitne rekonstrukcije, istočasno pa nima niti vpisane služnosti. To bi pač ocenil, da je to ustavno nevzdržno situacijo. Razmerja z lastniki so urejena v skladu s predpisi, ki so veljali ob izgradnji daljnovodov. Tukaj je lahko oškodovanih morda preko 100 000 lastnikov nepremičnin. Gre pa za gromozansko škodo, verjetno res več kot milijardo. Tukaj ni nobene potrebe več po nekem dodatnem urejanju teh razmerja. To bi bil kar Sizifov nesmiselen posel. Težave izvirajo iz prejšnjega sistema. Okoli 70% infrastrukture pa postavljenih po nekih preteklih predpisih. Bo prišel mogoče do pravice ali pa do neke odškodnine tisti, ki bo aktiven, ki se bo ukvarjal s tem, ki ima tudi mogoče dovolj sredstev, da sproži neke postopke. Ostali bodo pa ostali brez vsega, oziroma bodo imeli golo lastninsko pravico. So lastniki na papirju, ampak parcele pa ne morejo uporabljati. Ti vodi so pogosto umeščeni v bližino obstoječih naselij. Analize Elesa kažejo, da se pod 400 in 220 kV daljnovodi v pasu širine 40 metrov nahaja 673 stanovanjskih hiš, pod 110 kV pa je v pasu 15 metrov evidentiranih 676 stanovanjskih hiš. Generalni direktor Direktorata za energijo Hinko Šolinc nov energetski zakon in 117. člen zagovarja kot nujno ravnovesje med javno koristjo in zasebno lastnino. Gre za neko ravnovesje med javnim interesom in pa zasebno lastnino. Vedno je tukaj nek kompromis. Tudi te elektropodjetja so elektropodjetja, zdaj lahko gledamo kot neka podjetja, ki ustvarjajo dobiček, po drugi strani pa moramo gledati kot podjetja, ki zagotavljajo oskrbo z energijo vsem nam, tudi lastnikom teh parcel. Koliko je neurejenega stanja, ker papirji glede služnosti niso bili urejeni, odškodnine pa so ostale neplačane. Na pristojnem Ministrstvu za okolje in energijo tega podatka nimajo. Nimajo ga pa niti na Elesu in elektropodjetjih. Glejte, boste mogli ministrstvo vprašati. Absolutno nesmiselno projekt. Da zdaj neko energijo vlagamo v neko papirno urejanje zadev, ki jih ni treba urejati, ob tem, ko imamo, v bistvu se borimo za vsak evro evropskih sredstev, ki bi ga vložili, in tudi za vsako uro dela naših zaposlenih pa izvajalcev, da bi pač obstoječo infrastrukturo nadgradili. Vesna Junger pa ni edina. Oglasila se nam je bralka, tudi od nje Eles zahteva podpis brezplačne služnosti v zameno za mnenje, brez katerega ne more do gradbenega dovoljenja. Zakaj pogojevanje z odpovedjo o odškodnini? Odgovore Elesa objavimo na 24ur.com.